glasovalne naprave. Spoštovane državne svetnice, državni svetniki, spoštovani vabljeni, v skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta ugotavljam, da smo sklepčni, prisotnih 29, zato mi dovolite, da pričnemo s 13. izredno sejo Državnega sveta, ki je sklicana na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu, prvega odstavka 30., 32. in 75. člena Poslovnika Državnega sveta. Za današnjo sejo so se upravičili Lidija Jerkič, Leopold Pogačar, Luka Štajner in Marko Zidanšek. O sklicu seje sem obvestil predsednico Državnega zbora Republike Slovenije, magistrico Urško Klakočar Zupančič in predsednika vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba. Na sejo pa smo povabili magistro Mejro Hot, poslanko Državnega zbora, in Luko Mesca, ministra za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti. Sklicem seje ste v četrtek 12.9. po elektronski pošti prejeli dnevni red, ki se glasi: predlog odložilnega veta na zakon o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, EPA 1242 do rimska 9. V skladu z drugim odstavkom 75. člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 13. seje izredne seje Državnega sveta sledeči. Prvič, predlog odložilnega veta na zakon o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, EPA 1242 do rimska 9. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, torej predlog odložilnega veta na zakon o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, EPA 1242 do rimska 9. Lepo pozdravljam Lidijo Šubel, generalno direktorico Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Damjana Mašero, vodja sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dober dan. Poslanka Državnega zbora, magistra Mejra Hot, pa se je za današnjo sejo opravičila. Državni zbor je zakon sprejel na 80. izredni seji 10. septembra 2024. Po elektronski pošti ste ga prejeli naslednji dan. Priložen je tudi sklicu današnje izredne seje. Sklicem izredne seje ste 12.9. po elektronski pošti prejeli tudi predlog odložilnega veta skupine državnih svetnikov s prvim podpisanim Brankom Tomažičem. Predlog zahteve Državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga skupine državnih svetnikov s prvo podpisanim Brankom Tomažičem za sprejem odložilnega veta, ste prejeli po elektronski pošti 12.9.24 s sklicem te seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala pristojna komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Poročilo komisije ste prejeli danes po elektronski pošti. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve Državnega sveta vložite v pisni obliki. Zdaj pa prosim državnega svetnika Branka Tomažiča, da predstavi predlog odložilnega veta. Hvala lepa. Hvala za besedo,
Predsedujoči, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki in vabljeni na sejo. Državni zbor Republike Slovenije je na 8. izredni seji sprejel zakon o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji in v 8. alineji prvega odstavka in v drugem odstavku z besedo vrnitev nadomestil z besedo priključitev. Sprememba se nanaša na poimenovanje praznika namenjenega spominu na vrnitev Primorske v sestavo matične domovine, ki je bil kot državni praznik v zakonu zapisan leta 2005. O imenu in datumu navedenega praznika s poimenovanjem 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini, se je tedaj v strokovnih krogih veliko razpravljalo, odločitev o poimenovanju pa je bila sprejeta brez nasprotovanja. Ponavljam, brez nasprotovanja, soglasno. Usklajena sta bila tako datum, začetek veljave Pariške mirovne pogodbe, kot naziv praznika. V vseh letih po sprejetju zakona poimenovanje ni bilo problematizirano vse do leta 2019, ko je skupina poslank in poslancev s prvim podpisanim Matjažem Nemcem vložila prvi predlog spremembe poimenovanja prej navedenega praznika, predlog zakona o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Že takrat se je Državni svet na sprejem navedene zakonske novele odzval z vetom in opozoril, da gre za politično motivirane spremembe v predvolilnem času. Takrat so bile volitve v Evropski parlament. Državni zbor je takrat poziv Državnega sveta k ponovnem razmisleku o ustreznosti sprejetega zakona upošteval in zakona o ponovnem odločanju ni sprejel. Že v vložitvi veta leta 2019 je Državni svet opozoril, da v zvezi z spremembo poimenovanja obstoječega praznika med Primorci ni bil izveden noben referendum ali raziskava. Enako velja tudi za tokratni zakon, ki ga prav tako vlaga skupina poslank in poslancev s prvopodpisano magister Meiro Hot. Opozorjeno je bilo tudi na to, da nekateri zgodovinarji, ki spremembo zagovarjajo, to počnejo predvsem iz ideoloških vzgibov. Primorska je bila vedno večinsko poseljena s slovenskim prebivalstvom, tako kot ostalo slovensko ozemlje, ki je bilo pred prvo svetovno vojno del Avstro-Ogrske, še prej bi lahko rekli kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Po prvi svetovni vojni je bila priključena k Republiki Italije, aneksija, s Pariško mirovno pogodbo leta 1947, v nadaljevanju mirovna pogodba pa vrnjena Sloveniji. Že samo dejstvo, da je bila vrnitev Primorske k matični domovini izvedena na podlagi mirovne pogodbe, govori proti formulaciji, da je šlo za enostranski akt priključitve. Mirovno pogodbo je podpisalo več držav, kar kaže na to, da je šlo za soglasje oziroma dogovor med državami za večstranski akt, s katerim se je določilo, da je Primorska integrira v Ljudsko republiko Slovenijo v okviru takratne Jugoslavije. Primorska je bila vedno del slovenskega narodnega ozemlja, zato ne moremo govoriti o priključitvi, temveč vrnitvi v sestavo slovenskega matičnega ozemlja. Tako so kot že nedavno odločili tudi vsi podpisniki Pariške mirovne pogodbe, vključno z Republiko Italijo. Odločitev pa je bila sprejeta s soglasjem in ne z enostranskim aktom o priključitvi. Iz uvodne obrazložitve k predlogu zakona je razvidno, da predlagatelji želijo zakon spreminjati z ideološkim razlogom, saj se sklicujejo na odlok Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte z dne 16.9.1943, kjer se uporablja termin priključitev in slednje je možno razbrati kot edini dejanski razlog, zaradi katerega se želi obstoječi praznik vrnitve Primorske k matični domovini na novo poimenovati kot priključitev Primorske k matični domovini. Pri tem je ključno poudariti, da omenjeni odlok Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte iz leta 1943 v nasprotju z mirovno pogodbo iz leta 1947 nikoli ni imel nikakršne veljave v mednarodnem pravu. Nikoli. Z uzakonitvijo poimenovanja zgodovinskega dogodka o terminom priključitev zakonodajalec implicitno dopušča možnost, da slovensko primorsko ozemlje pred združitvijo ni bilo del slovenskega narodnega prostora, uveljaviti zakona v takšni obliki lahko sledijo neugodne mednarodne pravne in politične posledice, ker nasprotnikom z italijanske strani omogočajo sklicevanje na stališče
da tudi Slovenija na Primorsko gleda kot priključeno in nevrnjeno ozemlje. Sprejeti zakon s takšno opredelitvijo zgodovinskega dogodka implicitno argumentira sporne izjave o italijanski Istri in italijanski Primorski, na primer izjave nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta Antonija Tajanija, ki trenutno v vladi Republike Italije opravlja funkcijo ministra za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje v Italiji. Dejstvo je, da termin vrnitev potrjuje implicitno trditev utemeljeno na zgodovinsko primerljivih dejstvih, da je bila Primorska skozi zgodovino večinsko poseljena s slovenskim prebivalstvom in je bila zato del slovenskega mednarodnega ozemlja. Termin priključitev pa nakazuje, da priključeni del ni bil povezan z matično domovino Slovencev. Če je ključni argument zagovornikov spremembe imena praznika, da smo si Primorsko priborili sami, da nam nič ni bilo vrnjeno in da smo si jo sami priključili, je glavni protiargument dejstvo, da je bila Primorska vedno del slovenskega narodnega ozemlja in da je bila vrnjena s soglasjem vseh podpisnic zavezujoče mednarodne mirovne pogodbe. Ta formulacija je pomembna tudi zaradi dejstev, da je Italija že leta 1943 kapitulirala in prešla na stran zaveznikov. Primorska ji torej ni bila odvzeta kot vojna kazen, temveč je bila tudi z italijanskim soglasjem vrnjena matični domovini. Preimenovanje konkretnega praznika je treba obravnavati tudi v luči vpliva na slovenske narodne interese v Prekmurju. Prekmurci izrazito javno nasprotujejo terminu priključitev Prekmurja k matični domovini in odločno zagovarjajo dejstvo, da je tudi Prekmurje prišlo pod okrilje Slovenije z mednarodno pogodbo s trajno veljavo. Tudi ta pogodba je bila sklenjena z mednarodnim soglasjem, zato 17. avgusta ne praznujemo priključitev Prekmurja Slovenije, ampak združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Na podlagi vsega navedenega Državni svet ocenjuje, da bi moral Državni zbor o ustreznosti vsebine ponovno razmisliti in o ponovnem odločenju zakon zavrniti. Hvala. Hvala lepa, gospod Tomažič, za vašo predstavitev. Ali želi besedo predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti? Hvala lepa. Besedo ima Lidija Šubel, generalna direktorica Direktorata za delovne razmerja in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani predsednik, svetnice, svetniki in pa ostali udeleženci današnje seje. Področje praznikov in dela prostih dni je urejeno z zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Cilj tega zakona je določitev prazničnih in dela prostih dni, ki imajo splošen pomen ali pomen za vse ali večino državljanov, zato mora ureditev praznikov vsekakor ustrezati dejanskemu odnosu državljanov glede pomembnosti določenih datumov, ki se jih posebej obeležuje. Od sprejema zakona v letu 1991 je bilo predlaganih že več dopolnil, pri čemer so bile 4 realizirane in sicer v letih 2005, 2010, 2015 in 2020, nekaj pa jih Državni zbor ni sprejel v obravnavo. Leta 2005 so bili določeni 3 dodatni prazniki, vezani na zgodovino in državotvornost naše države, ki pa niso dela prosti dnevi. Eden od njih je tudi 15. september, vrnitev Primorske k matični domovini, saj je Državni zbor potrdil, da slovenska Primorska zaradi zvestobe slovenstvu in najstarejšemu antifašizmu v Evropi zasluži poseben spominski dan, pri čemer je 15. september spominal veljavitev mirovne pogodbe iz leta 1947. Državni zbor Republike Slovenije na 80. izredni seji dne 10.9.2024 na predlog skupine poslank in poslancev prvopodpisana magistra Meira Hot sprejel zakon o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki je pri obstoječem prazniku 15. september vrnitev Primorske k matični domovini termin vrnitev nadomestil s terminom priključitev. Predlagatelji so predlagano terminološko preimenovanje praznika utemeljevali tako z natančnim navajanjem zgodovinskih dejstev, kot tudi dokazi tradicije praznovanja tega praznika na Primorskem, saj so Primorci o svojem prazniku vedno govorili kot o priključitvi. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da sprejeta zakonska sprememba ne povečuje števila prazničnih dela prostih dni, ampak predstavlja le terminološko preimenovanje praznika,
15. september vrnitev Primorske k matični domovini v priključitev Primorske k matični domovini, kar sledi tako tradiciji njegovega praznovanja, kot tudi k zgodovinskim obrazložitvam. Upoštevajoč dejstvo, da mora ureditev praznikov ustrezati dejanskemu odnosu državljanov do določenih datumov, ki jim je treba dati posebno obeležje, je vlada predlagano spremembo ureditve praznikov in dela prostih dni v Republiki Sloveniji podprla. Hvala. Gospa Šubel, hvala lepa za vašo predstavitev. Sprašujem predstavnike interesnih skupin, če želi kdo besedo. Hvala lepa. Želite besedo državne svetnice ali državni svetniki? Ja, izvolite. Besedo ima državni svetnik Miloš Pohole. Predsednik, hvala za besedo, lep pozdrav sem. Jaz sem bil razočaran nad sprejemom tega zakona, jaz bom veto podprl. Bi pa nekaj stvari sem povedal. Se pravi, v letu 1938 je nacionalsocialistična politika priključila češke Sudete in poimenovali so priključitev leta 1938 Avstrije Anschluss. To je bila priključitev. Leta 1939 je sovjetska socialistična politika priključila polovico Poljske, Litvo, Latvijo in Estonijo. V zadnjem obdobju je politika Rusije priključila, kot vemo, Krim, Lugansk, Donbas. Vsak dan priključijo še kakšno novo vas ali pa kraj, seveda z orožjem. Tako da se mi zdi, da ta termin, ki ga imamo danes na tapeti in je bil preimenovanje vrnitve v priključitev, enostavno za evropske civilizacijske razmere ni primeren. Enostavno vse, kar bomo z njim naredili, bomo naredili delitve, škodo Sloveniji, kot je bilo pa že večkrat danes povedano, bi pa moral praznik združevati. Hvala lepa. Gospod Pohole, hvala lepa za vašo predstavitev. Besedo ima državna svetnica magistra Elena Zavadlav-Ušaj. Izvolite. Hvala, predsednik, za besedo. Lep pozdrav kolegicam in kolegom, pa tudi predstavnikom ministrstva. Sama seveda prihajam iz te Primorske, ki danes razdvaja, ki danes ne združuje. Razdvaja tudi tako tiste, ki nas spremljajo za ekrani, kot tiste, ki danes tudi sedimo tukaj v državnem svetu. Da ne govorim pa tistimi, ki so eno nadstropje više nad nami. Ko se pogovarjamo o tej temi in pri obravnavi predloga sprememb zakona, bi morali prvo upoštevati dva ključna vidika. In sicer prvi vidik je zgodovinski vidik in sicer zgodovinsko dejstvo temelji na temu, da je bila podpisana Pariška mirovna pogodba, katera je predstavljala tudi temelj, kdaj bo, se pravi datum, in zakaj se tudi imenuje ta praznik tako, kot se imenuje. Takrat so to pogodbo podpisale različne države in so se s tem strinjale, med drugim tudi država, se pravi Republika Italija. In ukolikor bi prišlo zdaj do različnega poimenovanja, pomeni, da bi se tudi skrhali odnosi med Republiko Slovenijo in Italijo. Vsekakor bi se ponovno odprle določene teme, določene rane. Predlagatelji zakona pa utemeljujejo preimenovanje. Zakaj? Zaradi odloka Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte, v katerem je bil uporabljen termin priključitev. Zdaj pa pogledamo težo. Kaj ima večjo težo? Nek odlok Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte ali Pariška mirovna pogodba, kjer jo podpiše večje število držav. Pol pa sami razmislimo, kaj je tisto, na katerem bomo gradili spremembe. Kot drugo dejstvo, kot drugi vidik pa je dejstvo, da je bila Primorska večinoma vedno poseljena s slovenskim narodom. In to je tudi dejstvo. Tam so živeli Slovenci, tam živimo Slovenci sedaj. In
To je tudi ključen vidik, ki bi moral tudi govoriti, da se vrača, ne pa priključuje, da se nekaj vrača. Rada bi pa izpostavila to, kar je bilo včeraj na proslavi odprto, da tisti, ki sedaj vlagamo veto, tisti, ki želimo prepričati, da so dejstva drugačna, je premier v svojem govoru izpostavil, da zgodovina v sebi nosi niz brezčasnih lekcij o tem, kako ideologija sovraštva in nestrpnosti nikomur ni omogočila svobode. In kot drugo je navedel tudi, nekateri izmed aktualnih političnih voditeljev ne razumejo te lekcije in odkrito simpatizirajo z istimi ideologijami v novi preobleki, z ideologijami sovraštva in razdvajanja. Zdaj pa se dajmo vprašati, kdo tle seje sovraštvo in razdvajanje? Zakaj od takrat, ko je bil zakon sprejet leta 2005 do 14 let kasneje, 2019, se nobeden ni o tem spraševal, nobeden ni zakon odpiral. Potem pa kar naenkrat leta 2019 je takrat poslanec Državnega zbora Matjaž Nemec zakon odprl. Zdaj, kdo tle bolj seje ideološko sovraštvo? Zakaj se ni takrat, kadar se je prvič zakon odpiralo in prvič poimenovalo predlog praznika, imena praznika, zakaj se takrat ni iskalo boljše rešitve, če vemo, da ni najboljša ta? In če ta rešitev razdvaja. Razdvaja tista, ki je v obstoječem zakonu in tista, ki je v predlogu zakona. Kar pomeni, da je potrebno poiskati novo rešitev. In nova rešitev, zakaj bi iskali in odkrivali toplo vodo, če so jo Prekmurci že dobili. In imajo termin združitev prekmurskih Slovencev. Tako bi lahko mi dali združitev primorskih Slovencev k matični domovini. A ni to fajn? Pa dajmo razmišljati v tej smeri, ne da nas bo razdvajalo. Ne želimo nas, da nas praznike razdvajajo. In dajmo poslušati tudi nekomu, ki je živel na drugi strani meje. Ugledni akademik, pisatelj in intelektualec, zdaj že pokojni Boris Pahor, Slovenec v zamejstvu, živeč v Trstu, je takrat leta 2019 povedal, da nedvoumno in odločno nasprotuje z besedami, da za nas Slovence je bila to vrnitev. Mi smo dobili samo vrnjeno, kar nam je bilo vzeto. Zato mora vrnitev ostati. Pozivam vse, ki bodo odločali o tem, ne črtajte tega imena, kajti bilo je krvavo plačano, je tedaj glasno počrtal akademik Boris Pahor. In dajmo poslušati tiste, ki drugače čutijo, ki niso vpleteni samo na papirju v preimenovanje praznika, ampak ki so res to doživljali. Tudi, kadar boste stiskali na gumb, dajte to upoštevati. Hvala lepa. Hvala lepa, magister Zavadlavova, za vaš prispevek. Sprašujem naprej, želi še kdo od državnih svetnikov in svetnic? Ja, izvolite, besedo ima državni svetnik Jožef Školč. Predsednik, hvala lepa za besedo. Jaz sem pravzaprav, ko sem sem vstopil, mislil, da se mogoče ne bom niti oglasil, ampak se mi zdi, da če govorimo o teh stvareh malo potrpežljivo, da je dobro veliko stvari slišati. Tako da tisto, kar in seveda sploh ne štejem, da ta diskusija kogarkoli v čemerkoli razdvaja. Ta vrnitev, priključitev je, bom rekel, praznik za Primorsko, kot je tudi za Prekmurce praznik združitev. Stvari, ki so tu bile izrečene, mogoče jih je treba vseeno malo relativizirati. Zdaj, beseda priključitev ne more biti vezana samo na tisto, kar se spomnimo kot Anšlus, ki ga niti ni potrebno
več prevajati, a ne, in vse, kar vleče za sabo, ampak priključitev ima, bom rekel, res lahko zelo različne imene, zato to zagotovo ne more biti kakšen poseben argument. A ne. Drugo, ko se govori o tem, da je bilo nekaj vrnjeno, je treba se vprašati tudi, kako je bilo vzeto, če je že bilo vrnjeno. Ne. Če vzamemo za izhodišče, da je bilo vrnjeno na mednarodni konferenci, potem morate vedeti, da je bilo tudi vzeto na mednarodni konferenci. Ena je bila pariška, druga je bila rapalska. Vsaka je bila za koga lahko krivična. Rapalskim mejam so se izrazito upirali antifašisti zaradi tega, kar se je potem zgodilo za to rapalsko mejo, in tako kot bi se lahko v tem primeru ravno tako sklicovali na gospoda Borisa Pahorja, ki bi znal o tej kupčiji, ki je bila sklenjena na rapalski konferenci, bi znal zelo veliko in še več hudega povedati, kot v neki nenevarni diskusiji leta 2019. Za ilustracijo rapalske te meje vsi poskušajte priklicati v spomin, ko boste videli vse, kako se je to takrat čutilo v celem tem slovenskem prostoru, eno sliko Toneta Kralja. Vsi ste opremljeni z temi napravami, da jo boste zlahka dobili in boste videli, kako tam pač ti, kako se reče, volkovi, ki so pač ustanovitelji Rima, in Mussolini in njegovi so se pač sklicovali na to tradicijo, kako trgajo slovensko narodno telo. Tako da ta antifašizem, ki ga je to povzročil, je bil pomembna stvar. In tisto, kar se meni zdi kot nekomu, ki pač živi na Primorskem, jaz meni včasih potem, ko se pogovarjamo o teh lokalnih identitetah in ko se določeni Primorci tolčejo po prsih, jaz raje rečem, da sem Benečan, ker sem pač iz tistega skrajnega kota, kjer govorimo beneški dialekt, in tudi zgodovina naših vasi je bila, bom rekel, nekaj časa malenkost drugačna, tako da lahko iz tega tudi lahko zgodbice pletamo, ampak nič ne bodo pomagale pri današnji diskusiji. Skratka, dve konferenci sta bili in na dveh konferencah so se tisti, ki so bili poraženi, morali strinjati z mejami, ki so bile določene. Tako da Italija je imela, kot veste, nek tajni sporazum, preden je stopila v Prvo svetovno vojno, in tisti tajni sporazum je bil očitno potem zaveza, da so dobili tisto, kar so pač dobili po drugi vojni. Po drugi vojni pač tega niso mogli narediti. Potem je tu zelo nevarna razprava o tem, kje vse je bil kdo večinsko poseljen. To odpira diskusijo, ki jo pač v Sloveniji ne radi imamo, o tem, da so bila mesta ob obali italijanska, pretežno.
Trst je bil neka izjema, k temu se še potem vrnem, če vas bo zanimalo, ampak Koper, Izola, Piran, Rovinj, dol Reka in to so pretežno naseljevali Italijani. Če bi šli iz tega argumenta, ki je bil tu slišan, potem bi bilo treba se spraševati, ali je bilo vse pravično. Jaz se ne sprašujem o tem. Tisto, kar je bistveno, je, da tudi ta argument v celoti ne zdrži, ker ni, bom rekel, narodnostno čistih ozemelj. Teh ni, to svetovi se mešajo in tudi nacije pač so bolj ali manj vitalne. Potem je treba vedeti, da tudi ko so se delali ti koledarji praznikov in dela prostih dnevov, jaz sem pri teh stvarih včasih sodeloval, tu se je marsikaj zgodilo in ko je prišla pobuda za ta, recimo primorski praznik, so se zbudili tudi Prekmurci, so rekli, mi ga hočemo tudi in tako je nastalo naenkrat več praznikov in tudi majster je podobno pač nastal. Tako da te stvari so vedno povezane z neko ideologijo, ki pač jo nekdo bolj vzame za svojo, drugi pač manj, potem pa seveda iz preračunljivosti vsi to sprejmejo. Zelo podobno je bilo z praznikom dneva reformacije. Se takrat spomnim, da zelo nazaj, ker se je pač vrnil praznik 15. avgust in potem smo tisti, ki drugi se spomnili, da obstajajo tudi druge religiozne prakse pri nas in smo predlagali dan reformacije. Danes je to velik slovenski kulturni praznik, takrat je bila desnica precej zadržana, cerkveni ljudje se pa tega praznika od začetka sploh niso udeleževali. Tako da toliko o tem, kako prazniki prihajajo v koledar. Če bi bili pač pošteni do tega, kar se je dogajalo glede te meje, potem mogoče, že se strinjam s temi, ki pravijo, da nihče nikogar ne vpraša. Tam na našem koncu vsi rečejo, da so se Primorci priključili. Mi sploh, tako če vprašate ljudi, ne bodo niti vedeli, da so bili vrnjeni, ampak so se priključili. Ampak to bi bilo treba bolj natančno zmeriti, zato so metodologije, žal se jih predlagatelji zakona niso poslužili, da bi s tem argumentom lahko tu postregali. Treba je tudi vedeti, da tisto, kar je bilo, kar so delali partizani, ni bilo nepomembno. To jih je pripeljalo, bom rekel, za pogajalsko mizo na strani zmagovalcev. Ta stvar ni padla z neba, ampak je bila, mislim, se veste, kdo stanuje na nebu, ampak je bila dejansko dosežena tudi s tem, da z nekim aktivnim antifašizmom, ki ni bil antifašizem samo od Bidovca in preostalih treh, ampak je bil antifašizem potem tudi vezan na NOB. Se upravičujem, se bom drugič se skrajšal. Tako da to niso nepomembne stvari in to ni čisto ideologija, to je neka zgodovina, ki je takrat štela, danes se postavlja pod vprašaj. Tisto, kar se je s tem praznikom naredilo, o tem tudi velja razmisliti, je, da smo mi spodbudili tudi Italijane, da so oni razglasili svoj praznik, kjer se pa spominjajo
njihovega, oni rečejo, eksodusa, pač teh, ki so morali zapustiti svoje domove. Pravno se je to sicer reklo, da so lahko optirali, a ne, da so si izbrali, kaj bodo, a ne. Zdaj vi veste, da mi vztrajamo, da je bilo to pač izbira, medtem ko imate to linijo te politike v Italiji, ki trdi, ki na srečo seveda ne igra neke vodilne vloge, ki pa trdi, da jim je bilo nekaj odvzeto. Gospod Školč, žal vas še enkrat. Takoj bom končal, tako da en stav bom samo še rekel, tako da če bi si res želela nekega sožitja med narodi in med nami, bi veljalo, da se premisli ne samo o imenu, ampak tudi o datumu, da se hkrati spominjamo vsega, kar se je zgodilo in mogoče je datum podpisa pogodbe tudi tist, ki bi pač stvari postavil na mesto. Hvala lepa, se opravičujem za daljši nastop. Gospod Školč, hvala lepa za vaše mnenje. Sprašujem naprej državne svetnice in svetnike, če želite besedo. Ja, izvolite. Besedo ima državni svetnik, dr. Matjaž Tolfa. Spoštovane kolegice, kolegi, čeprav je zopet neka zelo težka tema, bo to zdržalo, ne, upamo. Preden se odločamo o tem, ali se prav piše kaša ali kaša, moramo pregledati malo v zgodovino. Odločanje o poimenovanju državnega praznika z enim ali drugim terminom ni stvar strankarskih preferenc, izraža globoka čustva primorskih Slovencev. Zaradi dogajanja v vsej naši zgodovini in tudi v sedanjem položaju v slovenskem etničnem prostoru. Od druge polovice 13. stoletja do propada Beneške republike leta 1797 je bila na vsem slovenskem etničnem prostoru, vključno z Dalmacijo, Beneška republika. Slovenije kot pravne entitete na območju njenega etničnega prostora logično ni bilo. Zaradi strateškega pomena tega območja, to moramo vedeti, to območje je strateško izredno pomembno, tudi edinega stičišča germanskih, romanskih, slovanskih narodov in njihovih kultur so v žalostni zgodovini v tem prostoru odločale in risale meje velesile. Da ne razlagam posebej odločitev po londonskem sporazumu leta 1915 in po prvi svetovni vojni zarisanih meja po Rapalski pogodbi, kar je že kolega Školč nekaj o tem govoril, leta 1920, naš etnični prostor je bil vedno drobiž za poračunavanje med interesi drugih. Pod tujimi gospodarji je bilo za naše ljudi najhujše obdobje fašističnega terorja, ki je ščave, tako so nas poimenovali, poskušalo iztrebiti in poitalijančiti. Njim uspelo. Desetletja trpljenja so izrazila v narodnem odporu in uporu. Prvi organizirani uporniki proti fašističnemu nasilju in raznarodnovanju tigrovci so svojo usodo doživljali na dveh tržaških procesih z dolgotrajnimi zapornimi kazni in smrtno obsodbo 4 vodij gibanja. Tudi vse trpljenje narodno zavednih Slovencev ni ustavilo. Tudi slovenski jezik so nezakonito lahko ohranjali le še v družinskem okolju in pri bogoslužju v cerkvah, kjer so maščevali pokončni čedermaci. Zatiran narod je novo iskrico upanja v zmago nad fašizmom in nacizmom zaslutil z nastankom druge svetovne vojne, ko so vsi napredni narodi uprli osi zla Rim, Berlin, Tokio. Zato ni bilo nič nepričakovanega, da so se vsi narodno zavedni ljudje priključili odporniškemu partizanskemu gibanju. Koliko entuzijazma, poguma in srčne želje vseh prebivalcev slovenskega etničnega ozemlja, da bi končno zaživeli v skupni državi slovenskega naroda, zgodovinsko dokumentira tudi dejstvo, da so pred vsemi zavezniki angloameriškimi vojaškimi
prav enote partizanske vojske 4. jugoslovanske armade in slovenskega 9. korpusa Enov in Pos tudi ob utečenem predhodnem sodelovanju s pripadniki italijansko-partizanske ustaje prvi ukorakali že 1. maja 1945 v Trst in Gorico in zasedli vse ozemlje do Soče. Ne smemo prezirati tudi dejstva, da je bila med temi borci tudi številčno množična 3. prekomorska brigada, ki jo je sestavljalo največ nekaj tisoč primorskih Slovencev in istrskih Hrvatov. Vse od njenega formiranja v partizanski bazi v pristaniškem mestecu Bari, to je v Italiji, da ne bo pomote, so v bojih preko vse Dalmacije do Slovenije borci sanjali in se borili za osvoboditev vsega slovenskega etničnega ozemlja. Premnogi so izgubili svoja mlada življenja skoraj pred domačimi vrati. Lahko si predstavljamo razočaranje pripadnikov slovenske narodnosti, ko so spet velike sile posegle v našo usodo in osvobodilna partizanska vojska se pod diplomatskimi in vojaškimi pritiski in grožnjami že 21. maja 1945 morala umakniti iz osvobojene slovenske Koroške. Nato pa še po Beograjskem sporazumu sklenjenem dne 9. junija 1945 tudi zahodnega osvobojenega slovenskega ozemlja, tako imenovane Morganove razmejitvene črte, ki je obveljala vse do konca Pariške mirovne konference in to samo zato, da so preprečili nadaljevanje vojaškega spopada, tokrat z zavezniškimi silami. Saj je bila šele po kapitulaciji leta 1943, čeprav pozno, med njimi tudi Italija, ki ni hotela izgubiti v preteklosti podarjenega ozemlja. Namreč po končani prvi svetovni vojni je bilo Rapalsko pogodbo leta 1920 sklenjeno med Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS na osnovi tajnega londonskega sporazuma iz leta 1915, sklenjeni med Francijo, Veliko Britanijo in Rusijo, po razpadu Avstro-Ogrske monarhije Italiji, ki je bila spet v zadnjem hipu na strani zmagovalcev, za nagrado podarjeno ozemlje tako slovenskega Primorja kot Istre in Dalmacije. Kot da je to ni bilo dovolj, si ob začetku druge svetovne vojne aprila 1941 Italija sama prisvojila še našo Dolenjsko in Notranjsko. In te težnje Italija očitno odkrito ohranja še danes. Zato so se morale enote jugoslovanske osvobodilne vojske 12. junija 1945 umakniti tudi iz Trsta. Kljub temu, da je takoj po kapitulaciji Italije že 16. septembra 1943 OF izdala proglas o priključitvi slovenskega Primorja svobodni Sloveniji. Ta predlog vrhovnega plenuma je bil potrjen na zasedanju od poslancev slovenskega naroda v Kočevju oktobra 1943 in sprejet na drugem zasedanju Avnoja novembra 1943. S tem je bil storjen prvi uradni dokumentiran korak k uresničevanju sanj o skupnem slovenskem etničnem prostoru, združenem v novi svobodni skupni državi. Takrat je bila to Jugoslavija. Kljub vsemu je po velesilah določena Morganova linija globoko zazrl slovensko narodno bit. Do Pariškega mirovnega sporazuma, podpisanega 10. februarja 1947 z veljavnostjo 15. septembra 1947, so trajala mučna pogajanja. Močna jugoslovanska državna delegacija, opremljena z vsemi dokumenti in podprta z množičnimi demonstracijami, tudi z navzočnostjo kulturnikov in znamenitega partizanskega pevskega zbora Srečko Kosov iz Ajdovščine, ni uspela s svojimi argumenti po združitvi slovenskega etničnega prostora. Določena je bila zahodna meja SFRJ, nastalo je STO, Svobodno tržaško ozemlje, pod skrbništvom OZN. Zahodni del slovenskega etničnega ozemlja je bil tako razdeljen v cono A, pod poveljstvom zahodnih zavezniških sil, in cono B, ki je segala preko Buj vse do reke Mirne v hrvaški Istri, pod upravljanjem jugoslovanskih vojaških oblasti. Torej, jeseni leta 1943 je bilo to ozemlje spet na robu spopada, saj so zahodne sile samovoljno ozemlje cone A priključili Italije, cono B pa prepustili Jugoslaviji. Hkrati so pridobili Dalmacijo, ki nikoli prej v zgodovini ni bilo njihovo ozemlje. In jim še ni dovolj glede na nepriznavanje arbitražnega sporazuma, ampak to je še ena tema za kasneje. Slovenci smo izgubili del svojega naroda na zahodu. Krizo je tako umiril tako imenovani londonski sporazum 5. oktobra 1954, pravno stanje pa je bilo rešeno šele z Osimskim sporazumom leta 1975. K sreči je ta sporazum kljub težnjam po še novem oglejskem sporazumu že po osamosvojitvi naša država, republika, še pravočasno ratificirala.
Mimogrede, morda bi bila umestno, če bi naša zunanja politika bolj ustrajala pri italijanskih oblasteh, da tudi oni, tako kot v Sloveniji, sprejmejo in potrdijo stališča in ugotovitve poročila z obeh strani imenovane skupne slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije iz leta 2000. Resnica je lahko samo ena za obe udeleženi strani. Morda bi lahko dosegli tudi italijanski uradni poklon z rehabilitacijo obozoviških žrtev fašističnega nasilja in ne po njihovo teroristov. Iz vsega navedenega je zgodovinsko dokazljivo, da praznika 15. september ne moremo praznovati kot dan vrnitve Primorske k matični domovini. Lahko govorimo le o priključitvi tega dela slovenskega kulturnega in narodnega ozemlja matičnemu narodu. Tudi čeprav le delno uresničenim stoletnim hrepenenjem slovenskega kulturnega prostora po združitvi izraža tudi tako imenovana primorska himna. In kdor je bil prisoten na včerajšnjem dogodku v Vipavi, se je lahko tudi sam prepričal, kako in kaj Primorci mislimo. Vsi Primorci in prebivalci slovenske Istre, tudi moje korenine so iz Krasa oziroma Zgornjega Posočja, vsako leto praznujemo priključitev dela tega ozemlja. Mi nikoli nismo imeli pač sploh v bilo čem vrnitve. Državnostno ta predel Zahodne Slovenije ni bil nikoli del slovenske države v tej ali drugačni zvezi, zato ne more biti vrnjen. Z NOB so si naši starši in nonoti pridobili vsaj del ozemlja, ki nam narodnostno pripada. Drugem delu Slovencev, ki je ostal izven naših državnih meja, pa bi kljub vsem sporazumom v Sloveniji morali posvetiti še več pozornosti in se pokojnemu Borisu Pahorju in njegovim sonarodnjakom tudi naučiti njihovega razumevanja pomena narodnostne pripadnosti, odnosa do slovenske kulture in jezika in predvsem domoljubja, sodelovanja, spoštovanja in nacionalnega ponosa. Primorci smo to zmogli. S tem sem utemeljil svoj glas proti vetu. O terminološkem poimenovanju praznika 15. podpiram sklep Državnega zbora za spremembo. Sicer pa bi mogoče dodal, da še v preteklosti se je vedno centrala bolj mačehovsko obnašala do Primorske. Naj spomnim le to, kako dolgo smo morali čakati na to, da smo ob plačevanju RTV prispevka polnega videli samo prvi program, ne drugega. Lahko vidimo, v kolikem času smo dobili zdaj drugi tir za zelo pomembno slovensko podjetje, Luko Koper. Lahko povemo še o številnih vprašanjih na tem geografskem območju, bomo najverjetneje še govorili, voda in tako dalje. Veto bi rekel, da se mogoče prevečkrat uporablja v državnem svetu, zlasti v tem današnjem primeru je vlaganje predloga za veto zgodovinsko nevzdržno in v nasprotju z interesi ljudi, ki sobivajo na tem območju. Včeraj se je to v Vipavi tudi potrdilo. Ko pa sem že omenil mednarodne pogodbe, ki zadevajo življenje in delovanje skupnosti naših zamejskih rojakov na Zahodu, bi bilo zelo pomembno, da državni svet opomni vlado in ministrstvo za zunanje zadeve, pa tudi predsednico države in jih pozove končno tudi k ratifikaciji avstrijske državne pogodbe, ki ureja položaj slovenske manjšine na Koroškem, tako kot so osimski sporazumi urejali slovensko manjšino na zahodno državno mejo in smo ga kot samostojna država že ratificirali. Koroški Slovenci to že desetletja od nas pričakujejo, bodo še dolgo čakali, tudi ta predlog bi bil zgodovinsko utemeljen. Argumenti, zakaj se je čakalo od leta 2019, ne vem, iskreno ne vem. To, če pogledam, Samo pomnim, da je preteklo 10 minut, da imate še čas po 3 minute pod repliko v nadaljevanju, če želite, sicer pa prosim, da počasi zaključite. Hvala. V redu, bom počasi zaključil. Če pogledamo tudi, ko smo imeli slovensko reprezentanco, smo dobili drese. Kakšne barve so bili, noben jih gledal. Šli smo zmagati na olimpijske igre, na svetovno prvenstvo in tako dalje. Pogledamo tudi v Kopru, Koper, Izola, Piran. Nikoli se ne vidi nič drugega kot najbolj imponentne zadeve, to so Beneški levi, odprte knjige, zaprte knjige. Dejansko, žal, kakorkoli se hočemo zgodovino gledati, sem probal navesti dejstva, zato sem ti pomagal s Tegelcem in žal tam ni bilo nikoli Slovenije.
Hvala za besedo, bom pa še pol v repliki. Hvala. Hvala lepa, dr. Štolfa, za vašo razpravo. Sprašujem naprej, če želi še kdo od državnih svetnic ali državnih svetnikov besedo. Ja, izvolite. Besedo ima državna svetnica Jasmina Opec Vrš. Hvala lepa za besedo, predsednik. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Ljudje za to, da preživimo in še več, da ne nazadnje tudi živimo, tekom svojega življenja uresničujemo različne potrebe. Osnovne potrebe so nas skupne vsem ljudem, ne glede na kulturno, družbeno ali ekonomsko okolje, v katerem se nahajamo kot posamezniki. Poleg temeljnih fizioloških potreb, kot so voda, hrana, spanje, imamo ljudje skupek potreb, ki so ključne za našo srečo in našo rast. Med osnovne potrebe spada po vseh psiholoških in socioloških teorijah tudi potreba po pripadnosti. Ljudje nismo samotarska bitja. Vsi želimo nekomu ali nečemu pripadati, vsi želimo imeti občutek, da smo del nečesa večjega, kar presega naš lastni individualizem. Želimo pripadati svoji ljubljeni osebi, družini, prijateljem, naši ožji skupnosti, v kateri živimo. In želimo pripadati narodu, del katerega smo, in državi, v kateri živimo. Kako pomembna in močna je človeška potreba po pripadnosti določeni državi, vidimo ob navijanju za naše športnike, ko plapolajo zastave, ko se slišijo slovenske pesmi, ko se ljudje objemajo, čeprav se morda nikoli prej niso srečali. Vsak politik in vsaka država se morata zavedati, da je vzpostavitev in krepitev občutka pripadnosti temelj in največja moč naše države. Če država ne skrbi, da ljudje čutijo pripadnost, če se ljubezen do domovine zaničuje, potem ne moremo pričakovati, da bomo kot skupnost napredovali. Namreč tam, kjer ni občutka pripadnosti in vključenosti, so delitve, nesoglasja, sovraštva, prostor pa v takem okolju vedno bolj dobiva tudi radikalizem, ki, kot lahko vidimo na marsikaterem področju, že uničuje naš evropski prostor. Naloga države je, da skrbi, da se ljudje čutijo vključene in da imajo občutek pripadnosti. Med drugim tudi simboli, s katerimi se vsi, ki pripadamo določeni skupnosti in državi, poistovetimo na svoji najbolj intimni ravni. In med simbole, ki nas kot narod povezujejo, sodijo naša zastava, naša himna, naši državni prazniki. In državni prazniki so dan, ko se kot narod spominjamo pomembnih trenutkov svoje zgodovine, trenutkov, ko nam je bilo hudo, trenutkov, ko smo združeni vedeli in znali preživeti in si izboriti svojo prihodnost. Državni prazniki nas morajo povezovati in biti moč naše povezanosti, ki nam daje zagon za nov razvoj in solidarno skupnost. Praznik vrnitve Primorske k matični domovini je nastal z zakonom leta 2005. S istim zakonom smo tudi Prekmurci dobili svoj praznik, praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Razlika med nastankom obeh praznikov je v tem, da je bil praznik vrnitve Primorske matični domovini vladni predlog, praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom pa je nastal kot poslanski amandma k noveli zakona. Kot že večkrat bom tudi tokrat izrazila ponos na svoje Prekmurje in ljudi, ki so našo pokrajino oblikovali v preteklosti in ki jo oblikujejo danes. Namreč praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je nastal kot amandma, pod katerim so se podpisali vsi takratni pomurski poslanci različnih strank, koalicijskih in opozicijskih. Jože Horvat, Nova Slovenija, Geza Džuban in dr. Mitja Slavinec, Liberalna demokracija Slovenije, Jože Ficko, Slovenska demokratska stranka ter Franc Feri Horvat, Socialni demokrati. Bil je to amandma prekmurske enotnosti, željo, da imamo praznik, ki nas opominja na našo zgodovino, a hkrati povezuje. Ta praznik nas Prekmurce ni nikoli razdvajal. Skupaj ga praznujemo ljudje različnih političnih, nazorskih, ideoloških, verskih prepričanj. In to je bistvo vsakega praznika neke skupnosti. Zakon, ki ga imamo pred seboj, te povezanosti ne ustvarja. Čeprav gre za poslanski zakon, se pod njim niso podpisali vsi primorski poslanci, kar bi od zakona s tako vsebino bilo državotvorno in izrazito simboličen izraz družbene povezanosti in enotnosti ljudi, ki živijo na določenem območju. Tako pa zakon namesto, da bi odražal ponos slehernega Primorca,
kot smo lahko videli skozi predstavitev veta, skozi razprav v tej dvorani in tudi iz odzivov v javnosti, namesto povezanosti ustvarja razdor. In to v občutljivih časih, ko vidimo, da lahko že majhna iskrica zaneti hud požar. Ni prostor in ni čas za take zakone. Moj glas za veto naj služi kot možnost poslancem, da še enkrat razmislijo, ali je vredno zaradi političnega prestiža in izglasovanja moči vnesti razkol med ljudi in prizadeti velik del skupnosti, ki zaradi preimenovanja praznika čuti bolečino na svojo čustveno intimni ravni. In ali ni raje politično modro in državotvorno, da se najde rešitev po imenovanju praznika, s katero se bodo poistovetili vsi in ki bo ljudi povezoval ter jim dal občutek pripadnosti in enotnosti. Prekmurci smo dokazali, da se to da. Hvala lepa. Gospa Opec Svoroš, hvala lepa za vašo predstavitev. Naprej besedo ima dr. Radovan Stanislav Pejovnik. Izvolite, državni svetnik. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom poskušal biti zelo kratek. V vsakem jeziku ima vsaka beseda nek določen pomen. Ampak tisto, kar šteje, je, kako neko besedo za neko dejavnost, za neko dejstvo uporabimo. Besede, ki jih poskušamo tukaj uporabiti, veljajo za mednarodno veljaven sporazum, s katerim sta se strinjali obe strani. Enako, na primer, velja za Hong Kong, ki je leta 1984 prešel iz Britanije na Kitajsko. Kako se uradno imenuje ta prehod? Vrnitev? Pridružitev? Prenos? Ne, imenuje se prenos suverenosti Hong Konga iz Britanije na Kitajsko. Pa vendar Kitajci večinoma uporabljajo sami izraz vrnitev Hong Konga matični Kitajski. Marsikdo uporablja ta primer tudi z drugimi besedami. Zakaj to govorim? Hočem pač povedati, da tisto, kar res šteje, je volja ljudi, ki na tem živijo in poskus poenotenja, tako kot je kolegica pred mano zelo lepo razložila za Prekmurce. Zato imam eno samo vprašanje, ki ga žal Meiri Hot ne morem postaviti, lahko ga postavim pa kolegu Tomažiču. Kaj pa mislijo ljudje, katerih voljo zastopate? In kako sta vidva osebno določila to, kakšna je volja ljudi, ki tam živijo? In če tega ne veste, potem bi bilo daleč najboljše, da te razprave sploh ni. Hvala lepa, gospod Stanislav Pejovnik. Sprašujem naprej državne svetnike in svetnice. Ja, izvolite, državni svetnik Marko Staroveški. Hvala lepa za besedo, spoštovani kolegi, kolegice. Jaz mislim, da bi veliko boljše bilo, če te teme danes sploh ne bi bilo. To pomeni, da ne bi prišlo do tega predloga spremembe zakona. Pogovorno uporabljamo besedo priključitev, ki je pač, bo rekel, lahko pogosto uporabljena, vendar pravno formalno je pa vrnitev prava beseda. Kajti, če je šlo za odsvojitev tega dela po prvi svetovni vojni in pridelitev Italiji, je po istem postopku v drugem delu, po drugi svetovni vojni, bilo to ozemlje vrnjeno. Beseda o tem, da v Sloveniji pač ni bilo. Slovenija, slovensko, bom rekel, narodno ozemlje
Slovenci so živeli v Avstro-Ogrski. Imeli smo tudi celjske grofe, takrat smo imeli svoje dežele. A bomo šli tako daleč? Ne, moramo ostati nekje na tem področju slovenskega ozemlja, kjer so Slovenci živeli zadnjih 200 let. Na to področje je bilo naseljeno za Slovenci. Bom rekel, ne morem drugače, kot da se sklicujem na, bom rekel, Primorca z veliko začetnico Borisa Pahorja. A res je, da sem v zadnjih dnevih prebral veliko njegovih razmišljanj in to, kar je kolegica omenila, njegov citat, in do tem ne črtati tega imena, kajti bilo je krvavo plačano. In prosim vas, verjemite mi, da veliko bolj zaupam njemu, kot pa predlagateljem tega zakona. Verjamem, da bi sedaj, če bi živel, bi okrcal predlagatelje in jih bi potegnil tudi za ušesa. Zato upoštevajte, prosim, njegov apel, njegovo zapuščino, predno je umrl. Še vedno to lahko popravite. Druga zadeva pa je razmišljanje. Res je škoda, da se vedno vračamo nazaj na usklajene zadeve, ki so odločitve v teh parlamentih. Jaz smatram, da so to sprejeli ljudje, poslanci, z pametjo. V letu 2005, da je bilo leta 2019 zavrnjen predlog zakona, ki so ga zavrnili z vetom v državnem svetu in tudi v državnem zboru. Kaj se je od takrat spremenilo, ko je bilo to sprejeto? Ne poznam teh argumentov. Zaenkrat nihče še ni povedal, kaj se je zgodilo v teh odločitev državnega zbora. V tedanjih sestavah državnega zbora sta bili, torej, tam je bilo manj domoljubja, bilo je manj povezovalnosti. Sedanji predlog, apropo, pa sedaj državni zbor pravzaprav poudari domoljubje in povezovalnost. Torej, prejšnje sestave državnega zbora tega niso delali. Tako razumem to razpravo in ta novi predlog. To pomeni, odločimo se, vračamo se nazaj. Ali je morda interes tega novega zakona preusmeriti pravzaprav pozornost na nekaj drugega? A je v tem pravzaprav ta problem? Zato vsekakor podpiram veto in veliko bolj zaupam Borisu Pahorju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Staroveški. Sprašujem naprej državne svetnice in svetnike, če želite besedo. Ker ne vidim več želje po razpravi, le to zaključujem. In sprašujem, če želi predstavnica Ministrstva za delo besedo. Ne, hvala lepa. Sprašujem naprej, če želi predstavnik predlagatelja predloga odložilnega veta podati dodatno obrazložitev. Izvolite. Besedo ima državni svetnik Branko Tomažič. Najprej bi rad gospodu Školcu repliciral. Spreten retorik, ki zavije v celofan, vendar ne bom repliciral. Potem pa bi še enkrat gospodu Školcu pa dr. Štolfu, sožitje je bilo leta 2005. Sožitje med političnimi strankami in med zgodovinarji. Sožitje. In današnja razprava o zgodovini ponovno hočemo odpirati in je bilo. To se pravi, ni bilo, nobeden ni negiral takrat o datumu in ne o vsebini. Mislim pa, da predlagatelj
predlagateljica tega zakona ne daje prazniku Primorcev neke nove dodane vrednosti, kvečjemu zmedo, razdor, gre za ideologijo, kot sem že omenil, nestrpnost, vnašanje razdora na poenoteno sprejetje zakona leta 2005. Leta 2005 je bil zakonjen praznik namenjen spominu na vrnitev Primorske v sestavo matične domovine. Če se vrnem v leto 1868, 1871, v čas taborov na Slovenskem, mislim, da je bilo še 18, Šempas, Vipava, Tolmin, Sežana, prej še Ljutomer, so bile zahteve po združeni Sloveniji zelo močne. Bili smo združeni pod Avstro-Ogrsko, bili smo pod kraljevino SHS. Primorci smo bili vedno del slovenskega naroda in nas termin priključitve zelo moti. Mi smo se vrnili v matično domovino, kjer smo bili zmeraj del celote. Ljudje, ki sem jih jaz poslušal, ki so meni govorili, če dr. Pejovniku odgovorim, izražajo, da je bil to vrnitev in se naslanjajo na pariško mirovno pogodbo, ki govori o vrnitvi. Če nekaj ukradeš, si prilastiš, ne moreš priključiti, lahko samo vrneš, in mi smo se vrnili. Izrael, Golanska planota in še marsikje, kot ste prej slišali, so taki primeri, kjer je bila priključitev. Če predlagatelj zakona misli, da se je za Primorce začela osvoboditev s sprejetim sklepom na plemenu Osvobodilne fronte leta 1943, se res moti. Primorci smo se takoj po aneksiji, se pravi po priključitvi k Italiji, začeli boriti proti fašizmu. Poših Narodnega doma leta 20 v Trstu, kasneje bazoviške žrtve. Vemo, kakšno hudo izseljevanje je bilo politično, gospodarsko, kulturno v Ameriko, v Slovenijo. V naše vasi je kar nekaj velikih kmetov prišlo, ker se niso strinjali s fašizmom. Poznate kaplana Martina Čedermaca. Poznate, kako smo Primorci ohranjali slovenske knjige, kako smo jih skrivali, ne jaz, moji predniki. Tiger, ki smo ga zamolčali. Mi zdaj negiramo vse tisto, kar se je dogajalo pred letom 1943. Upor proti fašizmu. Terčer, Virgilij Šček, Bratuš, Bajc, narodnjaki, ki so krvaveli, ki so izgubavali življenje za Primorsko. Duhovščina, ki je edina vodila kulturo, poleg raznih razumnikov, ki je vodila na skrito pevske vaje, poučavala v slovenskem jeziku. Zavedne močne družine, ki so nekatere tudi izgubile kasneje življenje ali pa se preselile. Intelektualci in še drugi. O Borisu Pahorju ne bom govoril, kaj je rekel leta 19. Sprašujem, kaj se te in to negiramo, če se je vse začelo z plenumom Osvobodilne fronte leta 1943. Našo zgodovino, našo borbo, krvavenje naših prednikov za to, da so postali nazaj del Slovenije. Jaz tukaj ne morem drugače reči kot ideologija. Je pa res, da predlagateljica ne more razumeti teh čustev, te borbe, nasprotovanja, trpljenja naših očetov, starih očetov. Jaz sem to doživljal kot majhen otrok, od starega očeta, ki je govoril, kako so peli, kako so se učili slovenske pesmi na skrito. Ne bom govoril, kako so kuhali šnops in kontraband in te stvari, ampak bilo je težko. Samo ena družina ali dve so se prodale fašistom v vasi Drusolstva, kljub temu, da je bilo težko preživetje, da ni bilo denarja. Mi je rekel en mizar, v 2 letih nisem naredil enega okna, enih urad, sem šel v Ameriko, potem sem se vrnil, ker tam dol je bilo hudo, sem ga podoživljal, kako je bilo hudo, ampak se niso prodali. Ponavljam, ena družina, 2 v vasi, ker so se borili za slovenstvo in da se bodo ohranili. In hrepeneli so, kako so bodo priključili nazaj. Tudi okupirano ozemlje so osvobodili primorski partizani, več ali manj. Simbol partizanstva je bil Vojko, ki se je boril za slovenstvo, čudežne smrti umrl med vojno. Zato, da prostor Primorske ne moreš priključiti, lahko se vrne, ali lepše bi lahko rečeli združitev, kot so nekateri že omenili, združitev primorskih Slovencev v matični domovini.
Glejte, ta izraz priključitve Primorske bo lahko s pridom izkoristil neofašisti. Priča smo bili pred 5 leti v Bazovici, kaj je ta Janja govoril takrat. Zelo kruto, direktno, težnjo po Primorskem. In mi dajemo ponovno v zakon priključitev, da bodo oni še lahko, še bolj fašisti, ker vemo, da v Gorici in Trsti še zmeraj slavijo Mussolinija. Na simpoziju leta 1997 na mednarodni konferenci zgodovinarjev v obletnici Pariške mirovne pogodbe je hrvaški zgodovinar Petar Strčić opozoril slovenske zgodovinarje, da uporabljajo napačen pojem priključitve, ki pomeni aneksijo, kar pa v tem primeru potem Pariška pogodba ne velja, ker ta govori o vrnitvi. Se pravi, negiramo tisto, kar nam je bilo dano za Pariško pogodbo. Predlagatelji veta smo prepričani, da Primorska si zasluži praznik z imenom, ki povezuje, priznava željo in samo odločbo prebivalstva ter ne deli. To ste pa nekateri že povedali. Ob tej priliki bom pa še nekaj vprašal izven konteksta. Za vse državne praznike dobivamo državni svetniki vabila. Zakaj za ta državni praznik v Vipavi nismo dobili vabila, nismo bili povabljeni? Zakaj smo izpadli? Ali je to naključno, ali se nekaterim ni zdel v državnih organih, v vladi ali v kabinetu, da si ne zaslužimo, ali zato bomo predlagali veto, ne vem. In tu bi prosil, da državni zbor pozove vlado, zakaj nismo bili vabljeni državni svetniki na to proslavo. Hvala. Hvala lepa za vašo razpravo, gospod Tomažič. Mogoče samo prvi odgovor. Ja, na včerajšnjo proslavo v Vipavi nisem dobil kot predsednik državnega sveta vabila, prav tako pa v pogovoru z vami ste mi tudi povedali, da nihče, s katerim sem govoril, ni dobil vabila za to osrednjo prireditev, pa sami veste, da se sam in ostali svetniki zelo radi udeležujemo pomembnih dogodkov, tudi kot je bila včerajšnja prireditev. Tako, hvala lepa. Bomo pa kot odgovor poslali, se pravi, vprašanje organizatorju prireditve oziroma tega osrednje proslave, zakaj nismo dobili vabila oziroma splošno, da na naslednjo proslavo bomo povabljeni. Hvala. Zdaj pa prehajamo na odločanje. Tukaj vas bi povprašal, če želi še kdo obrazložiti svoj glas. Ne vidim interesa. Na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. EPA 1242 do Rimska 9. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti 5. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo Državni svet sprejel. S tem zaključujem prvo točko dnevnega reda in ker smo izčrpali dnevni red 13. izredne seje Državnega sveta, jo tudi zaključujem. Hvala lepa in lep dan.